Ker vse vemo, kako gre slovenska izobraževalna transverzala. Osnovna šola, srednja šola, faks, diploma, magisterij, doktorat, zavod. V bistvu se ti 26 let pripravljaš sam na eno vprašanje. A s knaufom pa ne znate delati? Ne zna? In v kadrovskih službah ti moraš razlagati, da to, da imaš 8. stopnjo izobrazbe, to ne pomeni, da si ti zdravnik fizike. Aha, a pol niste, pol ne cepite atomov? Ne cepi. In država vlaga ogromne količine denarja v izobrazbo, zato da na koncu tudi ne ve čisto, kaj bi za vsemi temi silnimi kadri. Zanimivo pa, vejo to zelo dobro v tujih državah. Včasih se zdi, kot da v Sloveniji mi ne moramo verjeti, da je nekaj, kar je zraslo pri nas, res dovolj dobro, dokler nam tega ne potrdijo tujci s tem, da to odkupijo. In šele potem, ko drugi nabavijo naše strokovnjake, pa športnike, pa umetnike, takrat pa mi začnemo okrog razlagati, ne, ma valjda, oni so genialni, mi smo to skozi vedeli, ampak hkrati jim pa zamerimo, ker so se za denar prodali v tujino, domovina pa doma hira in trpi brez teh kadrov. Ker je prisoten ta očitek, mi smo vas izobražili. Vi pa potem kar greste, ne, mislim, pač to je na vas, to je na vas. Glejte, v dobi kapitalizma je računati na patriotski čut mladih podobno kot računati, da ima odgovor na vprašanje, a je sveža, v ribarnici sploh kako drugo možnost odgovora kot, ja, seveda, gospod, to je od danes. Patriotizma ni več, odšel je drugam in za nas je domovina nek oddaljen, abstrakten pojem. Pol moje generacije zna boljše besedilo od Despacita kot pa od Zdravljice. In sistem je treba pač prilagoditi tako, da bomo perspektivne kadre takoj vključili v gospodarstvo in znanost, ne pa čakali, da jih razni Jacki pa Johnny pa Hansi tega sveta pokupijo ali pa najamejo. Ker je tudi normalno, da je tujina za mladega človeka privlačna, že sama po sebi, saj vemo. Sosedova trava je vedno bolj zelena, ne, pa tudi malo bolj zadane. In včasih tudi se nam zdi, ne, kot da v tujini mi razmišljamo, da je to neka obljubljena dežela, čeprav tam realno ni nujno, da je kaj boljše kot pri nas, ne, ker naš pa dela na Manhattnu, v gostinskem biznisu dela, veste, v sektorju za sanitarizacijo keramike, A ja, čakajte, pol misli, da pač on posodo umiva. Ja. Res je, da tujina za nekatere poklice ponuja neskončno več možnosti za delo in razvoj. Res pa je tudi, da se nam včasih samo zdi, da je drugod vse bolje in pozabimo, da tam pivo stane tudi $10 in da je treba osnovnošolcu zraven poleg presnice in zvezkov kupiti še polavtomatsko orožje. Tudi v naši domovinici se da, ni vse tako tragično, oziroma če zaključim še z enim dobrim starim rekom, ljubo doma, kdor ga ima, kdor ima pa dva, pa enega odda.